Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Marjan Šarec se je v svoji kratki politični karieri že najmanj 3-krat dokazano zlagal. Sedaj so ga ujeli še na portalu Oštro. Dokazali so, da socialni transferji pri nas nikakor niso višji kot na Danskem. In zagovor Šarca? Šlo naj bi za, pozor, neformalno oceno predsednika vlade, ki temelji na preteklih pogovorih z njegovimi kolegi. Kako že gre tista svetopisemska, še preden je petelin 3-krat zapel? Vi pa gledate 22. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali medijska hobotnica. Kako in zakaj se dominantni mediji v Sloveniji tako rekoč spreminjajo v mafijski kartel, ki ga neposredno financira država. Zakaj država ne samo dopušča, ampak celo omogoča srbizacijo slovenskih medijev in kaj glede tega prinaša predlog novega zakona o medijih, bomo vprašali naša stalna komentatorja in odlična medijska poznavalca Mitjo Čandra in Tina Mamiča. Toplo pozdravljena. Dober večer. Mitja, Tino, najprej eno lažje vprašanje za začetek. Kaj je po vajinem mnenju glavna značilnost trenutno medijskega prostora v Sloveniji? Mogoče Mitja, ti začneš. Ja, dejstvo je, da se nekako položaj medijev v zadnjih 10 letih ali pa 15 rapidno slabša. Verjetno je osnovni razlog, da se večina medijev, razen mogoče res, ne vem, največjih televizije, Pop TV ali pa še koga, sooča z izrazito manjšimi prihodki na nekem realnem trgu. Mislim tukaj na ljudi, ki so preprosto pripravljeni plačati za medijske vsebine, tako ali drugače, bodi si da kupijo v kiosku časopis, imajo naročnino ali pa ne nazadnje na internetu, ali pa ne nazadnje tudi firme, ki niso v državni lasti, da dejansko oglašujejo v medijih, zato ker pričakujejo neko realno korist od tega, bodi si boljši ugled, bodi si direkten finančni izplen oziroma kakorkoli obrnemo neko finančno ekonomsko korist. Niso čisto vsi v tej situaciji, ampak vendarle velika večina in seveda, ker je teh realno tržnih prihodkov vedno manj, se morajo verjetno vsi obračati tako ali drugače, ne samo na državo, ampak tudi na neke centre moči, ki jim na različne načine skušajo pomagati, ampak kot vemo, nobeno kosilo ni čisto zastojen in verjetno računi nekako pridejo, bodi si v odsotnosti poročanja o določenih temah, bodi si potem tudi v poročanju nekem afirmativnem ali pa zlonamernem o neki temi, torej na način nekega vplivanja na vsebino. Jaz mislim, da sicer neke nedolžnosti ni bilo nikoli, ne? Ampak res pa je, da je ta ekonomska situacija, ki je vse slabša, v medijih verjetno dodatno zaostrila boj za preživetje in s tem tudi izpostavljenost različnim možnim vplivanjem in verjamem, da se marsikdo od novinarjev in urednikov znajdeva v relativno težki situaciji, vsaj tisti, ki bolj razmišljajo, da tako rečem, kaj narediti, kdaj narediti kak kompromis, kdaj se nekako izviti, kdaj se delati norega, pa nekaj ne narediti, kar prihaja iz ozadja, kdaj vendarle kaj narediti svojo glavo, ni jim lahko in nič ne kaže, da bi se situacija v doglednem času gledano generalno res lahko izboljšala. Tino? Lastništvo slovenskih medijev je bilo vedno malo, če rečem, imaginarno, namišljeno. Resnični lastniki medijev v Sloveniji so bili vedno neki botri iz ozadja, recimo v prejšnjem Rankem režimu,
bivše Juge so bili SZDL, pa socialistična zveza, pa ne vem še kdo so bili ali pa občine, zveza občin in tako naprej. Dejansko bila pa partija lastnik, ne? In novinarji so bili podaljšana roka, propagandistična roka partije, PR neke vrste. Ne? Potem, ko je prišlo do privatizacije in prihvatizacije, so ti mediji prešli v lastništvo novinarjev. Večina medijev je bila v večinski lasti novinarjev, ki so preko certifikatov v bistvu postali lastniki. No in, so se olastnili na nek način. Ne? Ampak v par letih so ti novinarji te svoje deleže v firmah prodali. Zdaj, zakaj so jih prodali, je treba njih vprašati, ne? Ampak če so jih prodali, se potem težko novinarski sindikati in novinarski aktivi pritožujejo nad tem, da pride nov lastnik, ne? Če so oni prodali, ne? In oni pokasirali. Zdaj, tretja faza teh, če rečem spet navideznih lastnikov, je, ko so prišli razni lastniki, ki so vplivneži, torej ljudje, ki hočejo imeti vpliv. Ali pa taki, ki so morali kupiti en medij, zato ker jim je to pač en boter ukazal. Recimo primer Dela, ko je Petrič moral to kupiti, čeprav mu ni najbolj dišalo, po drugi strani je pa zelo dobro vedel, da si s tem kupil vpliv. Ali pa recimo Bandelj, ki je kupil Primorske novice pred leti, je na enak način. Ne? Splošna plovba je postala lastnik Primorskih novic, nihče ne ve zakaj, ne? Ampak vemo zakaj. Zato, ker je na ta način si kupil vpliv. In isto je tudi danes. Določeni lastniki si kupujejo vpliv, ampak v ozadju je še vedno nek tisti pravi lastnik, so ti botri iz ozadja, ki narekujejo uredniško politiko, saj se uredniške politike ne glede na lastnike ne spreminjajo. Ne? Vedno so mediji pretežno rdeči, celo na primeru Pop TV, recimo, ko je ameriški lastnik uradni, ampak dejansko vidimo, da so dejanski lastniki oziroma tisti, ki dirigenti, recimo, so pa čisto drugi kot pravi lastniki. Mitja, koliko je po tvoje ta lastniška struktura medijev problematična, ko ta hip tako rekoč za marsikateri medij v Sloveniji dominanten medij, niti ne vemo, kdo so pravi lastniki oziroma so te lastniki skriti za nekimi podjetji v davčnih oazah, primer recimo tednika Mladina ali pa tudi podjetja ProPlus, ki si odreže daleč največji oglaševalski kolač na našem trgu. Ne? Ja, sam mislim, in čeprav razumem, bi naj to vsaj nekako bilo naslovljeno tudi v novem medijskem zakonu, čeprav seveda nisem zdaj toliko specialist za te pravne zadeve, ampak mislim, da mora biti lastništvo medija izrazito transparentno. In nekako se mi res di hecno, ko se ravno nek medij znajde v netransparentnem lastništvu in ravno novinarji, ki ne bi bili tisti, ki raziskujejo nek izvor denarja, lastništva, vpliva, česarkoli, ne, potem delajo v neki firmi, za katero vsaj uradno ne vedo, kdo je njen lastnik, ne. To je neka res bizarna situacija in mislim, da ni toliko problem, seveda lahko nekdo, ki upravlja neko drugo dejavnost, lastnik tudi medija. In potem vsi, če vemo, da je ta lastnik, nekako tudi razumemo nek horizont pričakovan v tem mediju, razumemo, da ne bo pluval po tem lastniku. Tudi vemo, če včasih njegovo konkurenco malo napade, ja, to je zaradi tega, ker je ta lastnik. Seveda to ni najboljše, ampak verjetno je povsod po svetu do neke mere vendarle tako, da lastnik vpliva na uredniško politiko. Mislim pa, da kadar je netransparentna, je pa to zelo slabo, torej kadar je struktura lastniška netransparentna, ker se potem lahko razne zgodbe skrijejo pod celo neke zgodbe, recimo, da se medij navide zavzema za javni interes, za javno, ne, kot nekaj javno zdravstvo, javno šolstvo, javno ne vem kaj. Njegov lastnik ima pa mogoče ravno interes, da znotraj tega tako imenovanega javnega interesa izvrstno služi. In seveda to netransparentno, idealistični bralci verjamejo, da gre za neko veliko zavzemanje za javne zadeve, v resnici gre pa za biznis agendo. Ne? In nič ne bi bilo narobe, če bi mi vedeli, da je lastnik nekdo, ki ima to in to biznis agendo in da normalno časopismo na nek način stoji ob strani, čeprav seveda to ni idealna situacija, ampak vendarle vsej vemo, s kom imamo opravka. Kadar je pa to lastništvo zakrito, razdrobljeno, takrat pa pravzaprav kot konzumenti res ne moremo vedeti, s kom imamo opravka in to je pravzaprav najbolj nevarna situacija in upam,
da bo nov zakon take zgodbe preprečil in da enostavno ne bo možno več do te mere ribariti v kalnem. Raje imam, da rečem, lokalnega mesarja za lastnika lokalnega medija, pa vsaj vem, da bo hvalil svojo mesarijo, ne, pa pljuval čez sosedovo, kot pa nekoga, za katerega lahko samo domnevam oziroma je neka fantomska oseba. To netransparentno lastništvo, ki ga ne moreš dokazati, za katerega ne veš, je enako netransparentno in enako deluje, kot deluje tudi poslovanje samo. Pri nas v našem svobodnem tržnem gospodarstvu, ki je to samo nominalno, v resnici pa je v veliki meri dogovorno, mediji poslujejo tako. Recimo, če pogledamo konkretno Primorske novice, kot tak šolski primer. Tja do leta 2000, približno, ali pa 2005, je bila tudi Luka Koper lastnik in ker je to državno podjetje, ko ni bilo denarja za plače, so naročili določeni botri direktorju Luke Koper, da je nakazal toliko in toliko denarja, toliko in toliko glasov naročil, da je bilo za plače. Danes je to malo drugače, zato ker je denarja bistveno manj, ampak spomnimo se potem, kako je prišel mafijski denar, opran denar iz Saftija, torej ta denar, ki ga je jugoslovanska Udba prala v Trstu oziroma služila v Trstu z tihotapljenjem droge, tudi indijske konoplje in tako naprej, to je znana zgodba. Torej, ta denar so potem oni oplemenitili in ga vlagali v določene inštitucije, določene firme. Ena od takih firm, KB 1909, je potem postala lastnica Primorskih novic, postala lastnica Mladine, ampak to je denar, to je zločinski denar, kriminalni denar iz podzemlja, ki je prišel na ta način v Slovenijo in se nikomu ni nič zgodilo. In zato se še danes na tak način posluje. Isto je recimo oglasni prostor. Oglasni prostor, tu ima najprej Pop TV ima monopol, za katerega se je očitno že pred leti dogovorila z državo, oziroma z vladniki ali pa temi botri iz ozadja. Vse preostalo se pa deli tako, da se dogovarjajo. Državna firma da enemu oglas za to, da bo poročal tako, kot se njemu zdi, če ne bo odtegnila oglas. In tako se dela povsod, zato je potem vse to, vsi ti poslovneži so v bistvu eni pajacoti, ki dejansko samo opravljajo neko, imajo uniformo direktorja, nekega sposobnega podjetnika, bojo dobili tudi kakšno gazelo in tako naprej, ampak dejansko oni delajo zato, ker vejo, kaj morajo narediti, ker jim botri to naredijo. Če jaz postanem jutri direktor dela, bom takoj dobil oglase brez problema, na moji Vipavski pač jih ne bom dobil. Mitja, zdaj praktično razen Pro Plusa, ki ima monopolni položaj na trgu, ni drugega dominantnega medija v Sloveniji, ki bi lastnikom prinašal dobiček. Zakaj po tvoje se njim splača v narekovajih imeti medije, ki prinašajo izgubo? Ker mediji so vendarle gospodarske družbe, saj po imenu. Zdaj tu je seveda stvar špekulacije. Če smo malo bolj idealistični, lahko seveda domnevamo, da vendarle računajo na to, da bodo tok zgodovine obrnili in da bo njihov medij začel drugo leto pa nositi dobiček, ali pa da jim bo vsaj omogočil neko preživetje nekaj časa. To je scenarij, lepši scenarij. Grši scenarij pa je preprosto, da imajo sekiro, s katero lahko vsekajo po nekom in potegnejo svoj dobiček nekje druge. In v nekem drugem poslu pa z kar nekaj nulami več to, kot se lepo reče, monetizirajo. In bojim se, da v veliko primerih seveda gre tudi za ta drugi momentom. Povedal bom z eno anekdoto, če se spomnite hrvaške serije Novine, ki je bila precej duhovita, in tam ena mlada novinarka, mislim, da raziskuje eno temo in lastnik njenega medija se je ravno kar skregal z županom in je, seveda, ker vse ve o županu, takoj raziskovalno novinarko poslal, da afero odpre. In ona že daleč pride s to afero in potem en izkušeni starejši urednik njen, ker mu se ta lastnik medija županom pobota, pa ona pravi, pa zdaj smo ravno prišli daleč s to afero, pa on pravi, pa veži konja, kde ti gazda kaže. Torej, žal je velikokrat v teh medijih, po mojem osebnem mnenju, vendarle veliko ljudi, ki imajo idealizem v glavi, ki bi radi nekaj naredili, tako med uredniki kot med novinarji, ampak seveda realnost tega ekonomskega preživetja
tega, ali kot je prej Tino rekel, ali bo sploh za plače, kdo bo to dal, kak bo nakazal, to je ena zelo kruta situacija, ki zlepa ni videti neke jasne in transparentne rešitve, kajti dejstvo je, da se je nekako doba klasičnih medijev v Sloveniji kot po svetu iztekla in zdaj res ni čisto jasno, kakšen poslovni model bi na samem tržišču, da tako rečem, lahko deloval. Prav, si bomo vzeli krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem medijske hobotnice v Sloveniji in kakšno vlogo pri tem igra država, posebej z novim predlogom zakona o medijih. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Mitja Čander in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o medijski hobotnici in kako se je namerava vlada lotiti s predlogom novega zakona o medijih. Mitja, obstoječi zakon o medijih ima že kar dolgo brado. Verjetno ima država predvsem dve funkciji, kar se tiče medijev, ne? Ena je ta, da omogoča čim bolj enakopravne pogoje vsem, druga pa je nadzorstvena funkcija. Kako po tvoje država ti dve funkciji ta hip upravlja? Ja, jaz jih kaj preveč ne občutim. Ne? Mislim, da tudi ta medijski sklad, tako kot je bil zamišljen pred dolgimi leti, je nastal v nekih drugih časih. Takrat so bili prvič mediji drugačni, digitalnih medijev nikakor še ni bilo ali pa so bili bistveno manj opazni. In pol je bila ideja, kako pač razdeliti vsem medijem, ki so tudi politično so opazili, da bi ja vsak nekaj dobil, neke vrste subvencije, za katerih učinke nihče ni prav vedel, če res so ali niso. Ne. Tudi medijem je šlo relativno dobro in tudi, če so dobili 50 ali pa 100 jurjev, da rečem še iz državnega proračuna, je to bila bolj neka češnjica na torti, češ, dobili smo še nek denar za neke, recimo, vsebine, ki so imele po možnosti naslov refleksije ali pa komentarji ali pa nekaj abstraktnega, pod katere so itak prikazali v stroške že obstoječe plače. To ni pomenilo, da je treba kaj drugače delati, kaj na novo delati in ta denar se razdelil in če smo realni, vse oblasti, leve pa tudi desne, ko so pač tistih dvakrat prišle v štih, so na nek način bile čisto zadovoljne, da pač se to nekako razdeli, da je mir. Mediji so tudi bili tiho, ker so vsi neko drobtino z mize dobili. In jasno je, da je treba to prenoviti oziroma razmisliti, na kak način to sploh naprej deliti oziroma kaj se želi s tem doseči. Nadzorstvena vloga pa je enako. Digitalni svet je prinesel čisto nove zakonitosti in verjetno je tudi o tem treba razmisliti, do katere mere se mešati v medije, kdaj kaj res sankcionirati, kaj pa je stvar seveda same zakonodaje, da ureja, kaj je sovražni govor, kaj je žalitev in na kakšen način so ljudje potem sankcionirani. Tukaj gre za napačno razumevanje države, kako država deluje. Ne? In zato recimo v Veliki Britaniji, kjer nimajo davka na knjigo, ne? Čeprav angleška literatura gotovo ni med najbolj ogroženimi na tem planetu, ne? Ampak nimajo davka. Ne? In jim na ta način pomagajo. Pri nas, namesto da bi naredili to, recimo, da bi oprostili davka vse tiskane izdaje resnih časopisov. No, bo vsaj znižanje, Tino, ne? To je napovedano, da se bo vsaj iz 9
pa pol na 5% znižalo. To so vse politične stranke podpisale. Ja, gotovo, ampak še vedno bo treba odvajati davek, še vedno bo toliko birokracije. Ne? Problem pa je en drugi. Ne? Recimo, konkretno pri knjigi je to, kar poberejo od knjige davka, ga potem vrnejo založnikom. Ampak pri tem vračanju se pa ogromno denarja zgubi, ne? Zato ker je toliko denarja porabi založba, da se prijavi, toliko porabi in isto je pri časopisih. Ne? Potem, ko deli, ne more deliti tako, kot hoče, z deljenjem si vlada kupuje določene medije, določene založbe, ne? In zato obvladuje na tak način medije oziroma založbe in to država hoče. Vsaka zbirokratizirana, sploh pa taka država, kot je naša, ki je tudi skorumpirana, hoče imeti na ta način oblast. Tako da, če bi hotela vlada pomagati medijem, bi naredila najprej to, da bi odpravila določene obveznosti, davčne, in jih tako razbremenila. Ampak tega ne bo naredila. Vlada ima v tem trenutku samo en cilj, in sicer, da omeji medijsko svobodo, zato ker preko spletnih medijev, preko interneta je ta svetovna, če rečem, medijska scena postala, je prišla vsak dom, je postala prisotna povsod in vsak si lahko prebere, kar hoče in vsak izve takoj, karkoli hoče. Ne? Zato potem tradicionalni mediji usihajo, propadajo in polni ta prostor, polni internet. Na internetu je pa svobode bistveno več kot v posebej slovenskih časnikih. In temu hoče vlada narediti konec na ta način, da bo uvedla dejansko cenzuro, ker ta zakon, ki ga sedaj predlaga, ima nekaj takih, kako naj rečem, hakeljcev, nekaj takih trikov, s katerimi bo v bistvu naredila državo, v kateri bo še bolj vladala samo cenzura in cenzura kot do danes. Kje so te hakeljci, Tino? Zdaj vemo, da ne vem, če gledalci in gledalke vedo, ampak povemo, na predlog zakona o medijih je Ministrstvo za kulturo prejelo, pozor, 700 strani pripomb, kar kaže verjetno na to, da gre za zelo dodelano besedilo, ne? Če se malo pohecamo cinično. Ampak kje so te glavni hakeljci, Tino, kot jih ti vidiš? Že več mesecev ali pa let, ne samo vlada, tudi Društvo novinarjev Slovenije in razni mnenjski voditelji opozarjajo na tako imenovani sovražni govor. In zdaj mi vemo, da sovražni govor je postala krilatica, ne postala beseda kot, ne vem, v prejšnjem režimu zunanji sovražnik, ne, ja, ko se vse lahko da noter. Tudi mi imamo v Faktorju zmeraj v najavi oddaje, ne vem, če si opazil, zmeraj povemo, da smo na pravi strani proti sovražnemu govoru. Ja. Ali to pomeni, da si zdaj lahko obetamo denar od države, Tino, za našo oddajo? Ja, gotovo. Faktor, ja, ga bo dobil, sigurno. Ok, to, kaj še pol hakeljc po tvoje? No, s tem sovražnim govorom, ki je v različnih členih, bodo omejili svobodo govora, bojo uvedli cenzuro, da se bojo medijski ljudje bali pisati, tako kot pišejo danes. Vse bo pa imelo pač to masko. Imamo tudi nekaj čisto konkretnih, takih tudi zelo neposrečenih primerov, oziroma, če rečem, institutov, ne, recimo inšpektorat za medije oziroma inšpektor bi dobil po novem pristojnost, da lahko oglobi medij, ki določene zadeve ne objavi oziroma ne da ven, tako kot je on ukazal. Medij se ne more pritožiti oziroma tudi če se pritoži, to traja in ga lahko oglobi od 1000 do 10 000 evrov. In predstavljate si zdaj en lokalni medij, ne, ki ima proračun 30 000 na leto, recimo, ne, da dobi eno kazen 2000, ni treba da 10 000. Ne. In zdaj sicer to bo verjetno vlada dala proč, zato ker je to institucijo inšpektorata so obsodile obe novinarske organizaciji, ampak bodo pa na druge načine, druge se pa ne bo dalo potem več toliko dobiti. Zato je ta zakon v določeni meri je sicer lahko rečemo korak naprej, ampak če pogledamo druge države, vidimo, da mnogo
da ne rečem večina drugih držav zakona sploh nima ali pa ima v zelo omejenem obsegu, vsekakor pa ne tako kot mi, ko ta zakon dejansko gleda pod rjuhe vsakemu uredniku. Torej, mi bi radi z zakoni uredili vse, to se pa ne da, ne? To je neživljenjsko in tudi neumno. Mitja, koliko od 700 strani pripomb na predlog zakona je tvojih? Ja, nič, ne. Nič. Ne, jaz mislim, se strinjam s Tinotom in tudi seveda z drugimi, da to preganjanje sovražnega govora po mojem mnenju vendarle ne sodi v sam medijski zakon, ampak v drugo zakonodajo. Tudi sam mislim seveda, da je treba s tem ravnati pazljivo, ker je meja med cenzuro in nekim, recimo temu, sankcioniranjem res hudobije zelo tanka. In mislim, da so to stvari, ki ne sodijo v nek medijski zakon, ampak v druge zakone, ki pravzaprav urejajo samo področje človekovih pravic, kaj je res neko netenje sovražnosti, kaj je pa pravzaprav samo svoboda govora. In mislim, da to so bolj fundamentalne stvari, kot samo, da jih v nek področni zakon medijski damo. To je treba urediti na neki generalni družbeni ravni, kajti nekdo lahko, da rečem, neti sovražni govor tudi na druge načine, ni treba, da preko medijev in ni treba, da se mediji sami tega bojijo. Jasno pa je, da mora vsak pisec, kjerkoli kaj objavi, nositi polno odgovornost za svoje izjave in mora stati za njimi. In lahko jih ne nazadnje kriči na trgu, lahko sam objavi na Facebooku svoje stališče, lahko tudi kakorkoli drugače. Moramo pa vedno paziti, da ne bomo padli v neko represijo in cenzuro, ker se bomo vsi vedno bolj bali karkoli povedati. Kajti vsi vemo, da tisti, ki interpretira, kaj je sovražen govor, je seveda dober, ne? Vsi ostali so pa potencialno inkriminirani in ne bi si želel biti na oni strani, ker bi me lahko razglasili za barabo, fašista ali karkoli že. Druga stvar je pa v teh podporah medijem, seveda se strinjam, da je res, vsake subvencije predstavljajo birokratizacijo in jasno določen vpliv politike. Mislim pa, da v danih situacijah, ko je itak medijska scena toliko podvržena neki revščini, da tako rečem, krčenju, ko itak na nek način politika poskuša vplivati na razne načine preko oglasov v državnih medijih in drugih državnih firmah in drugih pravzaprav vplivnih območjih, da vendarle ni tako slabo, če se uvedejo razširjene subvencije za medije, seveda pa je usodno odvisno, po kakih kriterijih se dodeljujejo medijem in predvsem, kako so sestavljene komisije, ki ta denar delijo. Res, da to ni idealna rešitev, vedno bo nekako do neke mere pristransko odločanje, ampak vendarle, po mojem, vendarle boljše, kot pa to prikrito subvencioniranje določenih medijev in kaznovanje drugih. Tako se bo vse vedlo. Kdo pije, kdo plača in kak stvari potekajo. Želim si, da čim bolj objektivno ali pa čim bolj uravnoteženo, če lahko uporabim ta včasih zlorabljen izraz, pa vendarle boljše se mi zdi to, kot pa to prikrito subvencioniranje in hkrati kaznovanje drugih. Ampak to prikrito že obstaja. Absolutno. In bo še obstajalo, ne? Res je. Ne glede na to, ali bo se subvencije obstajale. Samo nekaj bi v bistvu se še navezal. Problem te zakonodaje naše je, da se ta medijski zakon skuša igrati vlogo policaja. Ne? Recimo, te stvari, kot je recimo sovražni govor, to je stvar, s katero se ukvarja sodišče. Ne? To je stvar za sodišče, to ni stvar za inšpektorja. Ne? Tega v nobeni drugi državi ne bomo našli, da bi se en inšpektor recimo sam arbitrarno odločil o tem, ali nekdo krši ustavo in svobodo govora in če žali. Ne? To je smešno, ne? Tega nikjer nimajo. Ne? Naši snovalci zakona sicer govorijo o tem, da imajo druge države tudi podobne inšpektorate in to je res, ampak ti inšpektorati se ukvarjajo z žalitvami. Ne? S tem, da ščitijo državljana, da ga ne morejo žaliti. Ne gre pa za sovražni govor kot tak, za spodbujanje sovražnosti, nasilja in tako naprej, ker te stvari ureja. Prvič ureja ustava, ne? Ker po ustavi smo zavezani, da ne širimo nestrpnosti.
In zakonodaja se je kazenski zakonik, pa dajmo kazenski zakonik spremeniti, če ni v redu, ne? Ali pa kaj drugega, ampak s tem se ukvarja sodišče, ne pa uradniki. Sej točno to sem imel prej v mislih, ko sem govoril, da so to bolj fundamentalne stvari. To, kar Tino pravi, te stvari pravzaprav določa ustava, so zelo temeljne za neko življenje v neki družbi, so tudi dejansko stvar sodišč in malo bi bilo nerodno, da neki inšpektor hodi okoli in razlaga, kaj kdo misli reči. Ampak zdaj, ko praviš, Tino, da imajo ambicijo policaje, zdaj 2 medijska inšpektorja imamo trenutno v državi, to je 2krat boljš kot v Butalah, kjer so imeli samo enega policaja sicer, ampak recimo, zakaj ta 2 medijska inšpektorja že po obstoječem zakonu ne ugotovita, ker namreč ta zakon, ki velja, prepoveduje hkratno lastništvo enega, istega ali povezanih oseb lastnika dnevnega časopisa in televizije. In imamo primer Martin Odlazek, ki je prek povezanih oseb lastnik TV Veseljak in hkrati lastnik dnevnega časopisa Svet 24. Zakaj recimo, če imajo ambicijo biti policaji, teh očitnih kršitev zakona, ki so ga sami napisali in sprejeli, ne odkrijejo in ne sankcionirajo? Zato, ker bo treba sankcionirati, če bo rekel kdo kaj proti Kučanu, ne pa te bistvene stvari. Jaz mislim, da je samo en inšpektor, po mojih podatkih, ampak inšpektor že doslej ne naredi dovolj oziroma v tej smeri ne naredi nič, zato ker je vprašanje, če sme. Vse te stvari glede lastništva, to se ne dogaja, kako bi rekel, po eni svobodni tržni logiki. Spomnite se, kako je Bojan Požar hotel kupiti par revij in kako mu dejansko niso pustili. Strici iz ozadja mu niso pustili, da bi to kupil. Še on je v bistvu do zadnjega tega ni verjel. Jaz sem mu rekel, da ne verjamem, da mu bo uspelo, zato ker mu bodo to preprečili in se je to zgodilo. In na enak način potem so druga lastništva. Če se ti z nekom ne dogovoriš, ne boš mogel kupiti. Ni šans. Mitja, zdaj, če pogledamo recimo konkretno lastniško strukturo tednika Reporter. Reporter velja za neodvisen od države, neodvisen ali pa trenutne oblasti medij. Zdaj, lastnik podjetja Reporter je v 55% Dolenjski glas, v 45% pa, oziroma podjetja, Salomon, na katerem so zaposleni vsi novinarji in uredniki Reporterja, je v 55% Dolenjski glas, v 45% pa družba za upravljanje terjatev bank, se pravi Slaba banka. Slaba banka je 45% lastnica družbe Salomon, na kateri so zaposleni novinarji in uredniki Reporterja. To je sicer družba, ki se primarna dejavnost te družbe je posredovanje začasne delovne sile. Medtem ko tednik Reporter pa izdaja druga družba Report d.o.o. Komu bi zdaj pomagale v resnici te subvencije države krat 3? Država napoveduje, da bo razdelila 6 milijonov evrov z novim medijskim zakonom in morebitne davčne olajšave. A res novinarjem Reporterja ali v bistvu lastnikom? Ne, jaz mislim, da je tudi ena od stvari, vsaj koliko sem razumel, da naj bi zakon do neke mere naslavljal, da mora biti lastništvo transparentno. In mislim, da sploh taki pač enostavno te situacije, da neke akrobacije se izvajajo od zadaj, pa ljudi zaposluje na eno firmo, pa potem na drugo, pa lastnike en deseti. To so stvari, ki govorijo o nekem res nestabilnem okolju, o netransparentnem okolju in gotovo biti novinar pod takimi pogoji ni enostavno. In si poskušati prizadevati za neke standarde, za neke idealistične zadeve, jaz mislim, da to na dolge proge ne gre in da mediji, ki, kot si malo provokativno rekel, želijo kandidirati za neka sredstva javna ali pa bodo želeli kandidirati, bodo morali izpolnjevati tudi neke standarde glede lastniške strukture, ki bo morala biti jasna, transparentna in tudi ne nazadnje okrog odnosa do zaposlenih. Ne gre samo za to, na kateri firmi so zaposleni. Gre tudi za to, ali se jim poskuša omogočiti neko pravično plačilo za njihovo delo, ali imajo neko zavarovanje, ali imajo, ne vem, oblike zaposlitve, ki so dovolj stabilne. Kajti vedeti moramo, da tudi slabo plačan novinar, ki nima nobene garancije, da bo jutri imel še sploh neko službo, neke osnovne pravice, bo veliko bolj izpostavljen avtocenzuri,
in veliko bolj pod možnimi vplivi, več kompromisov bo naredil, kajti vendarle bo v nekem nevarnem osebno eksistenčnem položaju, oziroma novinar, ki se bo počutil vendarle malo bolj varnega, bo upal tudi se kdaj vpret, misliti bolj svojo glavo, ne nazadnje se sindikalno organizirati ali kakorkoli drugače. In mislim, da ne samo lastniška struktura, tudi odnos do novinarjev, do zaposlenih bi moral biti nek kriterij, ki bi vendarle bil v takih primerih lahko zelo usodni. Jaz teh razmer, kot si jih zdaj opisal z Reporterjem, niti nisem poznal, me presenečajo in ne verjamem, da bo na dolge proge možno resen časopis na ta način izdajati. Ampak Tino, a si lastniki pa država sploh želijo, da bi imeli pač novinarje, ki so samostojni, neodvisni in ki pišejo v interesu javnosti? Ne, tega nikoli ni želela država oziroma ti botri iz ozadja. Nikoli niso, vedno so hoteli imeti kimavčke, hlapčke. Pa tudi lastniki verjetno ne, če pogledamo lastniško ravno tako, ampak tukaj se mi ne zdi v bistvu primeren Reporter kot primer, ne, za lastništvo, zato ker Reporter je vendarle prvič zelo majhen, drugič ne spada med te mainstream medije, ne, drugič je kritičen do oblasti. Ne je kritičen do oblasti, je kritičen tudi do Janeza Janše, tudi do Nove Slovenije. Torej je kritičen na vse strani in zato njemu res težko očitamo, ker se že leta bori za preživetje in opravlja eno pomembno vlogo. Imamo pa problem pri lastništvu. Vprašanje je bolj zato, Tino, zakaj se bori za preživetje, ne? Če je tak? Problem je, da en kolektor, gradbena firma, da je lastnik Dela. Problem je, da je Splošna plovba lastnik Primorskih novic. Ne? Problem je, da je KB 1909. To so problemi. Ne? To pri Reporterju res mislim, da ni... Jaz mislim, da je zgodba Reporterja ravno ena teh tipičnih slovenskih zgodb, ko se nekako nekdo bori za neko neodvisnost in ko nekako ni več od nikogar, ne? Od nobenega, ne od levega, ne od desnega, ker tako kot je Tino rekel, pravzaprav vse kritizira, se seveda znajde na čistini in to je pa drug problem, kot smo ga prej mogoče že malo načeli. Ali slovenski prostor sploh lahko pravzaprav po neki tržno-ekonomski logiki vzdržuje nek medij, ki ni od nikogar. Ali je dovolj ljudi sploh pripravljenih plačati za to, da tak medij preživi, torej ga kupiti, in ali je dovolj subjektov na trgu, ki niso spodbojeni z ničemer drugim kot za neko željo, da bi se jim večal ugled in posledično tudi prodaja, pripravljenih dati oglase v tak medij. Bojim se, da imamo tu resen problem in da je tudi Reporter na nek način v viharju vsega tega dogajanja, v trdi borbi za preživetje, skozi vsa ta leta se sooča verjetno na koncu ravno s to kruto realnostjo, da se številke ne izidejo. Podpišem, to je res. Ampak kako zdaj naprej? Vidva sta optimista, pričakujete, da bo sploh sprejet nov zakon o medijih glede na 700 strani pripomb in kaj bo potem drugače, če bo sprejet in bo veljal? Imamo eno veliko srečo, da je vlada precej neoperativna in precej nesposobna, zato zna biti, da bo tudi ta padel, ne? Ker je že marsikateri padel doslej. In jaz trdim, da ta vlada manj kot naredi, boljše je, zato ker vse, kar naredi, je ponavadi s kakšno veliko napako. In tukaj mislim, da mi lahko brez problema živimo še naprej brez tega zakona in se lahko stvari tudi na drugačen način regulira. Če pa bo sprejela, ga bo sprejela zato, da bo vsaj v delu omejila medijsko svobodo. Če tega ne bo naredila, ga ne bo porinila do konca. Mitja, če lahko v enem stavku misliš, da bo zakon sprejet? Ja, ne vem, vsaka vlada začne medijski zakon pisati, vsak minister, ne samo vsaka vlada, ker vemo, da se na kulturi precej ministrov menjuje, usoda je pa znana običajno, ne? Tako da ne verjamem čisto, da bo sprejet medijski zakon. Glejmo, počakajmo pa bomo videli. Počakamo pa bomo videli, pa se mogoče takrat spet srečamo v oddaji. Mitja Čander, Tino Mamić, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Svobodno medijski faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bosta Franc Kangler in Marjan Podobnik ekskluzivno napovedala četrtkov shod za rešitev Slovenije. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.